podvodni svet v našem domu. Kosmata sreča. Spoznajte največjega evropskega hrošča. Pozdravljeni v družbi živali in ljudi. Zaradi vse slabšega vremena več časa preživljamo v svojih domovih. V svoje domove pa si seveda želimo prenesti del narave in živega sveta. Tako si marsikdo umisli akvarij in ribice. Motivacija, zakaj si to izberemo, pa je zelo različna. Boštjan, kateri so razlogi, da se ljudje odločijo in v svoj dom pripeljejo in si ustvarijo akvarij? Ponavadi so ravno razlogi v tem, da ljudje vidijo ribe, naravo na počitnicah in potem v teh zimskih časih si zaželijo nekaj narave v svojem domu, ko nimajo kaj početi doma. Zelo pogosti motiv ravno je, da želijo starši kupiti darilo otroku, otrok si želi ribico in z tega razloga potem pridejo za to odločitvijo na dan. Prvo je starše strah kupiti ribico otroku oziroma akvarij, saj imajo marsikatere pomisleke, kaj lahko gre z akvarijem narobe. Vendar bi rekel tukaj, da je akvarij zelo poučna zadeva in da lahko otrok skozi vzdrževanje tega akvarija prejme marsikatero znanje, ki bo mu koristilo tudi potem v šoli. Tako se lahko uči biologije, ekologije, vidi, kako je tale svet občutljiv in kako ustvariti simbiozo v majhnem prostoru. Na tak način se uči tudi odgovornosti do živega sveta. Ja, seveda, čeprav moramo tukaj se zavedati, da bomo mu morali starši ponuditi nekaj pomoči, da bo takšen akvarij lažje vzdrževal in da bo potem dolgo zadovoljen z svojimi ribicami jih opazoval in pa potem mogoče kasneje tudi zredil. Pomembno je tudi, kakšen akvarij izberemo. Bučka z eno zlato ribico ni primerna. Na kaj moramo misliti, ko izbiramo akvarij? Torej, na tržišču je ogromno različnih akvarijev. Seveda, bučka je zelo neprimerna za vzdrževanje, v njo ne moremo namestiti filtra, nima primerne osvetlitve in v takšni bučki potem ribica ne uspeva najlepše, saj tudi pogosta menjava vode škodi. Tako da nekje ljudje se ne odločijo za akvarij primerne velikosti, seveda je to odvisno, koliko prostora imajo doma. Zelo pomembno je, da pri tem pazimo, da akvarija ne postavimo na direktno sončno svetlobo oziroma v prostor, ki je močno osvetljen. Akvariji so pa seveda lahko poljubnih velikosti, lahko so akvariji manjši, to so tudi akvariji 20x20x20 cm, tem se reče ponavadi nano akvariji in v njih ne vzgajamo samo ribic, v njih vzgajamo tudi druge organizme, kot so akvarijski polži oziroma vodni polži, bi temu rekel. Potem kozice so v zadnjem času zelo popularne, potem pa so tukaj tudi nanoribice, ki so primerne za takšen majhen akvarij. Seveda je malo težje vzdrževati biotop v tako majhnem akvariju. Seveda pa je lažje vzdrževati malo večje akvarije. To so nekje akvariji okoli 100 litrov, to je dolžine tam nekje 80 cm. Začetniki se pa ponavadi odločajo, recimo sploh za manjšimi otroci, ki mogoče preveč hranijo ribe, za kakšne zlate ribe ali pa mogoče kakšno podvrsto zlatih rib. To je nekje najmanj zahtevna varianta. Seveda pa imamo tukaj tudi ogromno teh različnih krapavcev, katere lahko namestimo v akvarij, niso zahtevni na kvaliteto vode, ki jo imamo pri nas in zagotovo bodo uživali v svojem novem akvariju. Tukaj bi mogoče zelo poudaril, da je pomembno, da v akvarij namestimo tudi rastline akvarijske, ki so del biotopa
in ki ne služijo samo dekoraciji, ampak služijo kot čistilec vode in iz vode za svojo prehrano odvzamejo vse te strupene snovi, katere bi pa lahko ribam škodile. Hvala lepa. Družba živali nas lahko osreči. V naslednjih minutah pa bomo spoznali srečo nekoliko drugačnih živali, kot so ribice. Nekoliko bolj kosmatih. Spoznali bomo kosmato srečo. Kosmata sreča je pravzaprav organizacija, ki poskrbi za kosmato srečo drugih ljudi, oziroma to so vsi hišni ljubljenčki. Za njih poskrbimo na domačem kavču, kar pomeni, da ne živijo v kletkah oziroma ta čas ne preživljajo v kakšnih zaprtih prostorih, ampak se prosto gibljajo in so pravzaprav kot naše živali. Koliko kosmatincev pa imate ponavadi tukaj? Zdaj, ta številka se razlikuje, je pa tako, da gre nekje do 10, včasih tudi kakšen kuža več. Takrat, ko smo imeli pa največ živali, je pa bilo potem 13 psov z našimi 4, plus skrbeli smo za kar 5 muc, pa tudi kakšen dehurček je bil, se je našel pri nas, tako da smo imeli kar napeto. Vidimo, da je pasja druščina danes tukaj zelo pisana. So različnih pasem, različnih značajev. Kako to usklajujete? Ja, pri nas so pravzaprav psi vseh pasem, vseh velikosti, vseh tež, kar pomeni od največjega, ki je bil okrog 60 kg, pa tudi do najmanjšega, ki je imel okrog 2 kg. Živijo skupaj, pazijo en na drugega, načeloma sploh nimamo težav, kar se tiče tega. Je pa res, da pazimo edino, najbolje treba paziti, kadar jih spoznavamo. Ko se enkrat spoznajo, ko vidijo, da drugi kuža ne predstavlja neke grožnje, takrat se ponavadi sprostijo in se kar razumejo med seboj. Je pa pomembno tudi od tega, kakšno energijo oddajo ljudje, ki so okrog njih. Tako da zaenkrat moramo potrkati, da smo imeli same pozitivne izkušnje. Kakšni so primeri, da psi pridajo k vam v varstvo? Gre samo za dopust ali tudi druge primere? Tista primarni razlog je dopust. To si ljudje potem vzamejo nekaj dni, od tedna pa tudi do 3 tedne smo že imeli nekatere živali pri nas. Včasih prihajajo zaradi kakšnih odsotnosti, kot so nujna zdravniška pomoč, to predvsem kakšni starejši ljudje, ki nimajo možnosti, da bi kdo drugi poskrbel za njihove živali. Ali pa mogoče tudi kakšen, mi mu rečemo pasji vrtec, ko prihajajo živali k nam v času dela lastnikov. Takrat, ko so oni službeno odsotni, potem ti preživljajo pri nas nekaj časa in se nekako socializirajo. Se poigrajo, tako da imajo potem tudi lastniki večer oziroma ko pridajo domov malo mira. Psi so seveda navezani na svoje lastnike, sprememba okolja je za njih stres. Kakšen je pravi način uvajanja varstva? Jaz moram reči, da nimamo večjih težav pri uvajanju. Praviloma se psi uvajajo nekje oziroma spoznavajo nekje na nevtralnem ozemlju, tako da se izognemo tistemu posesivnemu vedenju v lastnem okolju. Ampak tudi to je zelo redko, da bi imeli kakšen primer agresivnega psa, kakorkoli. Načeloma nimamo težav s tem, traja včasih kakšna žalost tudi zjutraj, od kakšne urce, pa potem do kakšnega dneva, ampak ko se enkrat sprostijo popolnoma v naši družbi, takrat ni težav. Kako potekajo noči pri vas? Noči so kar pestre, večino psov je kar spuščenih po hiši. Se je tudi že zgodilo, da sem jaz mogel na kavču spati, da so imeli psi prostor na postelji, ampak načeloma pa potem spijo po kavčih, po hodnikih, po verandah si nekateri zberejo.
So pa vsi noter na varnem zavetju. No. Sprehod je verjetno tudi kar zahteven. Sprehodi so zabavni, večkrat jih tudi ločimo po več skupin, ker je preprosto včasih veliko psov malo težje peljati na sprehod. Ampak ja, če psi znajo hoditi, ni problema. Če ne znajo, se pa malo bolj potrudimo, no, ampak vse se pa uredi na koncu. No. Sami imate kar veliko izkušenj s psi, eden izmed vaših psov pa je tudi pravi mali lepotec. Ja, res je. Mi imamo psa pasme Cavalier King Charles. On je zdaj reden obiskovalec vseh teh lepotnih razstav. Trenutno nam je že uspelo osvojiti 3 mladinske šampionate, kar pomeni, da je že kar uspešen na slovenskih tleh, avstrijskih, hrvaških. Gremo pa tudi še malo nižje. Pa zdaj v oktobru se bomo obiskali tudi Evropsko prvenstvo v Brnu. Ja. Varovanje psov ni samo delo za vas, to je način življenja. Absolutno. Danes si pravzaprav življenja brez takšne skupine psov je že težko predstavljati. Že sami imamo 4, ampak vseeno, ko imamo neko okno, ker ni teh strank, je prav dolgočasno. No. Nekaj manjka. Vedno so te, ko te zjutraj zbudi toliko teh tačk, ko te pogledajo tako lepo na vse zgodaj. V glavnem, to je res služba, kjer uživamo. No. V naših oddajah smo pogosto govorili o zunanjih zajedavcih pri psih in mačkah, se pa ti pojavljajo tudi pri drugih živalih. Pri katerih in o čem bomo torej danes govorili? Ja, danes bomo govorili o zunanjih zajedalcih pri kuncih, hrčkih, morskih prašičkih in ostalih malih glodavcih. Velikokrat se srečujemo z njimi v ambulanti, največkrat mogoče s pršicami, ki lahko izvirajo iz krme, iz nastilja in lahko taki mali živalici tudi predstavljajo kar veliko breme. Včasih pride cela družina zraven, pravijo, da se vsi praskajo, poleg enega malega hrčeka. In za take male živali ponavadi je treba zelo pazljivo izbrati antiparazitik, ki lahko, se pravi, da je ustrezna doza, tisto ponavadi preračunamo mi, in tudi, da je potem zdravljenje tudi varno. Zelo mali glodavci so to, tam nekje od hrčka, ki ima nekje 40 gramov, pa do kakega kunca, ki ima nekje 10 kilogramov. Najbolj pogosti zajedalci pri kuncih so ušesne garje, vsaj kar se mi srečujemo v ambulanti, ki so lahko zelo trdovratne, povzročajo grozno vnetje, krustozno, kunca zelo boli, manj je in lahko predstavlja kar veliko izgubo. Načeloma najprej preverimo, se pravi, tudi kožuh, in sicer tako, da se razmakne dlaka, da se vidijo pramena direktno do kože in tu lahko že ocenimo, če je kako brezlačno mesto, ki bi lahko bilo znamenje pršic, tudi kaki prhljaj se opazi, ampak kot vidimo, je to kar zdrav predstavnik svoje vrste. Na kakšen način pa pregledate ušesa? Ušesa najlažje pregledamo najprej, se pravi, samo s prostim očesom, da vidimo, ali so kje kake kraste, kake rane. Kasneje, potem, v primeru, da ni videti nobenih sprememb, potem lahko pregledamo uho z otoskopom, ki je najpogostejše orodje v ambulanti. Pomagamo si lahko tudi z novejšimi pripomočki, kot so posebne kamere, ki nam omogočajo tudi prikaz samega vnetja, samih težav. Torej, če bi imel ta kunec ušesne zajedavce, bi to izgledalo precej grdo. Ja, zelo močno vnetje zunanjega sluhovoda povzročijo ušesne garje.
poškodujejo samo sluznico sluhovoda, izredno veliko število jih je ponavadi in se izredno hitro množijo. Grizejo in praskajo ga po sluhovodu in tudi zelo blizu bobniča. S svojimi ekskreti ponavadi povzročijo, da se sam sluhovod zamaši in pa zaradi tega kunec lahko zelo slabo sliši. Zraven pridejo lahko sekundarci, kot so bakterije in pa glivice, in povzročijo gnojno vnetje zunanjega sluhovoda, kar potem pomeni tudi za kunca, da toliko težje je, živi, je nemiren, je slabe volje, lahko včasih tudi zaradi tega grize. Kako pa poteka zdravljenje? Zdravljenje poteka ponavadi za uporabo injekcijskih zdravil kot prvo, ki se potem kasneje tudi ponovi v določenem časovnem razmerju, nekje čez 10 do 14 dni. S tem uničimo vse razvojne oblike za prvo injekcijo, se pravi tiste, ki že zajedajo, ki že grizejo kunca in pijejo kri, in pa z drugo injekcijo tudi tiste, ki so mogoče ostale, ki so bile še v razvoju, se pravi jajčec ali ličinke, ki še niso prišle do krvi in bodo potem v naslednji terapiji tudi zajete. Da kuncu pomagamo, lahko uporabimo tudi topikalno zdravljenje, se pravi, da se uporabi tudi kapljice, ki lokalno delujejo, pomirijo vnetje, tudi uničijo potencialne bakterije, ki so se tam namnožile, in pa za samo svojo sestavo tudi razmočijo tisti ekskret in s tem se vse skupaj lažje odstrani. Preventivna uporaba je tudi možna, se pravi s pomočjo ampul, ki uničujejo ušesne garje in tudi druge kožne zajedalce. To pa je dobro vršiti kar enkrat mesečno. Hrošči, kot večina žuželk pri ljudeh, niso najbolj priljubljena skupina živali. Spomnimo se samo na koloradskega hrošča doma v vrtu. Kljub temu pa tudi pri hroščih najdemo številne zanimivosti, redke vrste, ogrožene vrste. Tole tukaj, kar imam v roki, je pravzaprav najtežja evropska žuželka, to je rogač, ki je eden od 6000 vrst hroščev, kar jih živi v Sloveniji. Je tudi zavarovana vrsta in je ena od vrst, pri kateri po Evropski habitatni direktivi določamo tudi območja Natura 2000, torej gre za evropsko pomembno varstveno vrsto. S temi klešči je videti kar zastrašujoč. Zakaj dejansko jih uporablja? Ja, te klešče, tole je samec in te tako velike klešče ima samo samec, samica ima precej manjše klešče. In s temi klešči se samci bojujejo med seboj, ko pride v bližino kakšna godna samica in potem se pretepajo in tako podobno kot pri jelenih, potem zmagovalec dobi nagrado, to je seveda parjenje s samico. Videti je precej velik. Kako velike lahko zrastejo ti hrošči? No, največji rogač, kar so jih kdaj dobili v Evropi, je bil velik 11 cm. To je precej velika žival, dobili so ga na Dunaju. No, pri nas so pa največje rogače smo dobili na Goričkem, tudi 9 cm in več. Ta hrošč je tu specialist, vezan na hrast. Zakaj na hrast oziroma kaj počne na hrastu?
No, večinoma je vezan na hrast, živi sicer tudi na kakšnih drugih listavcih. Hrast in podobni listavci so pa pomembni predvsem za njegovo ličinko. Ta živi v zemlji in se hrani z odmrlimi koreninami ali z odmrlim lesom v prsti. Tam živi tudi do 4 leta. Potem se zabubi in se recimo že jeseni se iz bubine v bubini kamrici, ki je pod zemljo, zvali, izleže takle hrošč, ki potem v tej bubini kamrici celo zimo čaka na naslednje leto, na prve zaresne otoplitve v juniju, ko potem zleze iz te kamrice. Potem tudi samci letijo okoli, ne. Pomembno vemo, to so mrzlokrvne, bom rekel, živali, odvisne od zunanje temperature in zato potrebuje vsaj minimalno 16 stopinj temperature ozračja, da lahko letijo. Omenil si, da ličinke živijo več let. Odrasle žuželke običajno živijo precej manj. Kako je pri rogaču? Je tudi tako? Ja, se pravi, on živi od jeseni pa do naslednjega poletja v bubini kamrici, no potem, ko se pa pride na plano, pa živi kakšen mesec. Se pravi, vsi ti, ki jih najdemo zdaj, ki jih vidimo zdaj, dejansko do jeseni poginejo. Tako. V bistvu edina njihova naloga kot odrasle žuželke je, da se sparijo in poskrbijo za novo generacijo. Kdaj je hrošč najbolj aktiven, kdaj ga lahko najlažje vidimo? Najlažje ga vidimo zvečer, ob mraku, v kakšnih toplih junijskih ali julijskih večerih. Takrat samci letijo okoli in iščejo samice. Iščejo jih tako, da jih v bistvu vohajo njihove feromone, ki jih oddajajo, torej snovi, ki samce privabljajo. In te oddajajo ponavadi že takrat, ko so v bubi in samci pogosto po tleh patruljirajo, kje bo samica prišla ven. Tam se dogajajo tudi te boji, o katerih sem prej govorila. Kako pogost pa je pri nas, kako ga je možno videti? Je to pogosta vrsta, redka vrsta, kljub temu, da je ogrožen? No, zadnje raziskave v Sloveniji so pokazale, da je v Sloveniji ta vrsta še precej pogosta, praktično po vsej Sloveniji, izogiba se samo visokogorja pa res sklenjenih gozdov. No, zanimivo pa, ena zadnjih vseevropskih študij pa je pokazala, da nekje v zahodni Evropi je vrsta celo izumrla in populacije upadajo, tako da smo lahko ponosni na to, da imamo še vedno toliko ohranjeno na naravo, da se nam zdi rogač pravzaprav nekaj vsakdanjega. Naše današnje druženje z živalmi in ljudmi je pri koncu. Pridružite se nam tudi prihodnji teden. Se vidimo!